Gospod Cigler Kralj, se strinjate z očitki iz Gibanja Svobode, da želi biti KPK nad zakonom in da je postopek proti predsedniku vlade in Gibanja Svobode farsa? Očitno je to omejevanje škode, ki nastaja Gibanju Svoboda s tem, da se je Robert Golob srečal s svojimi lastnimi obljubami iz začetka tega mandata. Lepo je bilo predstavljeno v tem prispevku, ki smo ga pravkar videli, da je obljubljal drugačno politiko. Zdaj vidimo, če sem malo sarkastičen, da je verjetno s tem menil, da bo delal drugače preko odvetnika. Ker velik problem je to, če politik na katerikoli funkciji, na kateremkoli nivoju, še posebej pa na taki visoki funkciji, kot je najmočnejša v Sloveniji, predsednik vlade, očitno ne dojame, oziroma ne jemlje ljudi kot vredne, da bi on stopil pred kamere in jim razložil, zakaj gre, in tja pošle svojega odvetnika. Že to je narobe. Kaj pravite na ta očitek? Ne vem, zakaj predsednik vlade ne bi smel odvetnika, tako kot vsi ostali državljani, in da so pa dejansko nekatere obtožbe KPK farsa, se je pa že pokazalo recimo pri teh ruskih vohunjih, kaj je iz tega ratalo nič. In tudi pri teh, tako imenovani aferi Bobnar, pri teh očitkih, zdaj smo prišli na neka dva SMS-a predsednika vlade svojemu ministru. In zdaj, ampak predsednik vlade še vedno spoštuje pravno državo, on za KPK sodeluje, za razliko od nekaterih drugih dviguje pošto, se odziva in tukaj, da tukaj govorimo, da ni spoštovanja pravne države, to pa ne moremo. Profesor Pirnat je včeraj zelo dobro povedal. Vse ni važno, je 6 SMS-ov, 6 prekrškov ali en prekršek. Prekršek je prekršek in predsednik vlade Robert Golob je pred volitvami obljubljal drugačno politiko. Zdaj vidimo vse kaj drugega. Pa ne gre samo za KPK, gre tudi za Računsko sodišče. Pomislite, kako ste se spravili nanj s tem, da ste mu na koncu tudi v proračunu lanskem vzeli 3,6 milijona evrov, zato ker ni bilo poslušno, ker je bilo kritično, ker je povedalo, da je bil nakup računalnikov problem, da je bil nakup Litijske problem, da je bil izplačilo Svetlani Makarovič problem in je bilo Računsko sodišče kaznovano. Da ne govorim o opozicijski komisiji za nadzor javnih financ in še številnih drugih inštitucijah. Če bo KPK kaj ugotovil, seveda mu bo tudi izrekel globo kazen, pač bo ga tudi ustrezno sankcioniral. Kje je tukaj problem? Če bo najdel res kako kršitve KPK. Kar se tiče pa Računskega sodišča, Računsko sodišče deluje nemoteno, tako kot je delovalo prej, in tisti denar, ki je bil odvzet Računskemu sodišču, so bila sredstva za nabavo službenih avtomobilov in opremo prostora in takrat se je vlada odločila, da to nameni Onkološkemu inštitutu. Zdaj, če gospod Cigler vidi, da je ta denar za Onkološki inštitut že neka zarota in nadzor nad Računskim sodiščem. No, mi smo se takrat je bilo pač bolj potreben ta denar Onkološkemu inštitutu, ne pa za službene avtomobile Računskemu sodišču. In kot rečeno, Računsko sodišče deluje nemoteno. Glejte, eno je populizem, drugo je demagogija. Najslabše pa, če sta obe združeni in tukaj smo priča temu. Ni šlo za ali Onkološki inštitut ali Računsko sodišče. Šlo je za kaznovanje Računskega sodišča, za Onkološki inštitut pa lahko sposobna vlada in koalicija s tako veliko politično večino, kot jo imate vi, vedno najde potrebni denar. Ob tem pa ni treba ene izmed temeljnih institucij pravne države, ki bdi nad porabo in gospodarnostjo porabe javnega denarja, nekako kaznovati s tem, da se vzame osnovna sredstva tudi za investicijsko vzdrževanje in tako naprej. Ampak sam naj spomnim, ste rekli, če bojo ugotovili, da je kaj narobe, bojo izrekli globo in tako naprej. Ena globa je že bila izrečena, recimo za kršitev oziroma za napake pri zaposlitvi lastnih varnostnikov izven sistema policije. Že tu je šel predsednik vlade pravzaprav čisto po svoje. Predsednica republike mu je celo želela slediti, pa vidim, da se je sedaj zadržala. Torej, že tu je KPK ugotovila, oziroma delovna inšpekcija ugotovila kršitve delovnih razmerij, nesorazmerno visoke prejemke, nesorazmerno visoko število nadur in tako naprej. Predsednik vlade očitno kaže, da si je vzel pravico biti nad pravili, nad zakoni in nad dosedanjimi pravili, ki smo jih vsi spoštovali. To seveda so vaši pogledi. Ni pa nič narobe, da tako predsednik vlade kot in drugi opozarjamo, da more, tako kot vse ostale inštitucije, tudi KPK delovati profesionalno, da se mora tudi KPK držati zakonov. Dajmo se spomniti afere Erar,
ko je predsedniku vlade bilo očitano, da je sam sebi nakazal, ne vem, 20, ne vem koliko milijonov, ne, a je se mu kdo opravičil iz KPK-ja, da je bil tega obtožen, a je kdo v KPK-ju za to odgovarjal, nihče ni odgovarjal za to, kako bi si rekel, blamažo. In to je zdaj za vas pa pritisk na neodvisne inštitucije, če se samo opozarja, ne vse inštitucije, tako kot vsi ostali, tudi one spoštujejo pravno državo in delujejo profesionalno. Ampak gospod Premk, kolega Premk, a vi trdite, da KPK ne spoštuje pravne države in da deluje nezakonito? To sem jaz zdaj slišal v vašem namigovanju. Če, potem se mu to ne sme seveda, ne? In v primeru Erar, a je deloval? A smo to že ugotovili? Jaz ne poznam primera Erar, gre pa tu za predsednika vlade, predsednika tudi vaše politične stranke, ki ima očitno težave s spoštovanjem pravne države, predvsem pa sledenjem svojim lastnim obljubam. Obljubljal je drugačno politiko. Zdaj pa se zdi, kot da je nek kralj, ko ga pokritizira kakšna inštitucija pravne države, kot je Komisija za preprečevanje korupcije ali pa Računsko sodišče in tako naprej, on to, milo rečeno, ali da čez odvetniku, ki potem vidite, kako selekcionira novinarje in tudi to ni prav, in ali pa reče, da je to farsa in gonja proti njemu. Čakajte malo. Če nekdo dopustuje v eni vili enega bogataša, ki ga kasneje z glasovanjem potrdi v nadzorne svete ali pa svete zavodov, čakajte, tu me ne bo prepričal človeka v Sloveniji, ki nas zdaj gleda, da tu ni navzkrižje interesov. Če nekdo ne dopustuje, ampak če je nekdo čez vikend v vili svojega prijatelja, iz tega še ni nujno, da je to primer za KPK, iz tega ni nujno, da je imel premier Golob kakršnokoli korist, da je šlo tukaj za nasprotje interesov. Sicer je tudi vaša poslanka v mestnem svetu Mojca Sojar glasovala zase, pa se zaradi tega ne sekirate. No. Pa saj za vas tudi, ko je bilo tisto obvodno financiranje inštituta Jožek, Janez Semegalič, so vam bili tudi vsi drugi, tudi še Marsovci so vam bili krivi, samo vaša stranka. Ampak, kot rečeno, premier Golob, vseeno je to drugačna politika. Če smo že prej rekli, premier Golob za razliko od kakšnih prejšnjih predsednikov vlade vsaj dviguje pošto, sodeluje s sodišči, sodeluje s KPK, sodeluje z vsemi inštitucijami pravne države, ne ukinja STA-ja, ne maltretira novinarjev, ne zaplinja ljudi, tako kot so delali to pred prejšnjo vlado. In politika pod premijerom Golobom je vsekakor drugačna, kot je bila pred prejšnjo vlado, v kateri ste bili vi minister. Poglejte, res morate biti obupani, da spet hodite 3, 4, 5 let nazaj. Mi zdaj govorimo o predsedniku vlade, Robertu Golobu, kaj je obljubljal, drugačno politiko je obljubljal, ravna drugače. Glede naših tako imenovanih prekrškov naših funkcionarjev. Kolikor jaz vem in kolikor sem seznanjen, jo je vaš podmladek danes napadel, ni pa povedal vsega. Ona se je na opozorilo KPK-ja, tako kot je tudi prav, tako je odzvala, popravila zadeve in kolikor vem, je takoj reagirala in je to urejeno. Pri vas je pa predsednik vlade dobil kar nekaj pozivov k izjasnitvi in on je začel govoriti, da je postopek na KPK farsa in vi insinuirate, da KPK ne dela zakonito in po pravni državi. In druga stvar, IJEK. Mi nismo tega dali čez odvetniku in odvetnik, da bi izbranim novinarjem to razlagal, pa jih pošiljal iz sobe, tako kot dela to vaš Robert Golob, ampak smo šli pred kamere. Šel je najprej glavni tajnik, potem je šel sedanji predsednik Jernej Vrtovec, sam sem bil večkrat pred kamerami. Prinesli smo poročila Računskega sodišča, vse izkaze in mislim, da pri IJEK-u je vse zaprto, razloženo. Robert Golob ni nobenega poslal iz sobe, tukaj ste se mečkeno zmotili. Odvetnik ni. Ja, ampak vi ste rekli, Robert Golob je nekoga poslal iz sobe. Ne, rekli ste Robert Golob, da je pošiljal ljudi iz sobe, Robert Golob nobenega ni pošiljal iz sobe in kot rečeno, premier Robert Golob tudi spoštuje vse inštitucije in tudi sodeluje s pravnimi državi, postopki pa seveda tudi še trajajo. No? Mislim, da če govori, da je postopek pred KPK-jem farsa, potem ne spoštuje inštitucije pravne države. Pa še nekaj, samo da zaključim. Obtožbe so farsa, ne postopek. Profesor Pirnat je včeraj dobro rekel. Rekel je, da upa,
da bo Komisija za preprečevanje korupcije zdržala. Zato, ker če se zdaj umakne in če se zdaj zruši ta jez, ki preprečuje neko samovoljo takih samodržcev, bi lahko rekel, kot je Robert Golob, in to je problem novih obrazov v Sloveniji. Zato, ker če si ti karierni politik, veš, da te ena taka stvar lahko stane celotne kariere. Če si pa ti zelo bogat človek, milijonar v politiki za en eksperiment, pa en mandat, potem pa nimaš zadržkov, da takole delaš. No, ne bo en mandat, bo najbrž več mandatov, ampak kot rečeno, KPK, premijer Golob... Zakaj toliko pomislekov glede odločitev delovanja proti korupcijske komisije z vaše strani v zadnjem času? Zato, ker kot rečeno, lahko domnevamo, da tudi